Danes vam bom povedal mojo resnično zgodbo, kako me je en tip nategnil za 3000 evrov. Sej, tu drugače, ni čisto nič posebenega. Te stvari se slovenskim podjetnikom dogajajo vsakodnevno. Jaz sem prepričan, da imajo drugi še veliko hujše zgodbe, ki jih imam jaz. To 3000 evrov bi kdo rekel, drobiš, mene so nategnili za 100 000 evrov, za 200 000, za 1 000 000 evrov in tako naprej. Tako da nisem edini, ki ima take zgodbe in mislim, da 99% slovenskih podjetnikov ima vsaj eno tako zgodbo, ki bi jo lahko delil tako, kot bom jaz za vami. Glejte, mi smo za eno podjetje, vsako podjetje ima od zadaj lastnika, direktorja, se pravi, se mora z nekom zmeniti, se pravi, meni ni dolžan denar oseba z imenom in priimkom, ampak je mojemu podjetju dolžno njegovo podjetje. Ampak glejte, ti si lastnik, ti si direktor, se pravi, če jaz do denarja ne pridem, si me ti nategnil. Čeprav, veste, pravno, formalno, niti žal ni čist tako. Bom potem več povedal. Glejte, pa z enim človekom, ki je bil sicer zelo prijazen, celo, bom rekel, da sva že znanca bila. Smo začeli nekaj za njega delati, pogovarjal se je, kot milijone obrača, mi smo mu začeli delati te storitve, ki jih v našem podjetju nudimo. In jaz sem rekel, še človeka poznam, tukaj sigurno ne bo problem za plačilo. In nisem nikoli pomislil, da ta človek ne bi plačal. Potem pa enkrat računovodkinja pošle pač odprte postavke, se pravi dolžnike, in med njim tudi on, kar za relativno visok znesek. Jaz ga kličem, daj, prosim, plačaj. Sva se toliko poznala, da sva se tihkala in lažem, da rabim denar, pa tako naprej, ker pač moraš na lepo, drugače ne gre. Jaz sicer večkrat rečem, da nikoli ne lažem, pa res nikoli ne lažem, ampak pa neplačnike kličem, pa lažem, da rabim denar, da smo čist brez in tako naprej, ker samo na tak način lahko dobiš svoj denar. Tudi, kad ti je enkrat nekdo dolžan malo več denarja, moraš z njim v rokavicah delati. Namreč so tudi ljudje, ki komaj čakajo, da mu boš ti kakšno grdo rekel, pa bo pol on nazaj, ti pa tako ne boš z mano govoril, ti za nalašč ne bom plačal. Išče sam pri sebi razlog, da ti ne bo plačal. Zato jaz imam zmeraj izredno prijazno pot, prosim, lepo prosim, se ponižam. In saj bom rekel, velikokrat to deluje in tudi tako je. Bolj si tečen, večkrat kličeš, bolj prosiš, prej boš dobil. Potem je pa pri teh dolžnikih tako, potem ti običajno obljubite, lej, ti bom, noben problem, lej, čakam en priliv, lej, drug teden sigurno dobiš, ne vem, plačano 1000 evrov, čeprav ti rečemo 2000 dolžan. In seveda, ljudje smo taki, da tiste stvari, ki so nam všeč, jih radi verjamemo in potem ti kar verjameš, sej je poštenjakar, malo je pozabil, bo plačal, bo, siguren bo, in ti to pozabiš. Saj jaz sem tak, Čez en mesec se spomnim, kličem računovodstvo, je kaj plačal nič.
ga spet kličeš, lej, vem, nisem plačal, lej, res nisem mogel, ampak zdaj pa res dobim priliv drug teden in ti plačam 1000 evrov. No, pa se pol kdaj naredi, ne, da res plača drug teden, ampak ne 1000 evrov, plača samo 500 in ti si nekako potolažen. V resnici, pa takrat, ko si ga ta prvič klical, pa da si teh 500 evrov dobil, si mu ti že spet več naredil, kot za 500 evrov. Tako da si ta dolg že povečal. Ne, ker mi to, kar delamo, ali digitalni marketing, ali optimizacijo spletnih strani, to običajno zaračunamo na mesečni osnovi. In se pravi, vsak mesec je več. In potem se to dogaja, da vsak ta dolžnik vsak mesec manj plača, kakor na nov račun dobi. In je pač račun čedalje večji. No, delati tudi ne moreš nehati, da boš rekel, ti lej, zdaj pa ne bomo več delali. To ima spet razlog, pol ti pa sploh siguren ne bo plačal. Ker pol še ve, da te ne rab in ti ne bo plačal. Ne govorim na pamet, govorim iz izkušenj. Tudi ne bo ti plačal, mislim, če boš izvršbo dal, boš pol tudi posel izgubil. Pa sigurno ne boš več za njega delal. Tako da izvršba, to je ta zadnja zadeva, ki se ponavadi greš. No, jaz pri tem dotičnem primeru sem potem probal še zadnjo foro. Sem šel do njega, sem rekel, ti lej, jaz rabim ta denar. DDV smo že mogli plačati, kar je res. Podjetje, ki izda račun, mora DDV plačati, če dobi plačen račun ali pa če ne dobi. Dobro, so neke izjeme, da si lahko plačam po realizaciji, sem tiste več dela, pa vse tako, da pač mi moramo vsak DDV plačati. Se pravi, tako izgubiš 22%, si ti mogel plačati, pa sploh od njega ne dobiš plačano. No, in jaz sem probal še zadnjo foro, ker te račune se mi tudi ni več smiselno mi zdelo, da mu jih izdajemo, ker sem se z vsakim računom še DDV sem mogel plačati. In sem probal še zadnjo foro. Sem rekel, lej, zdaj, če bi ti to nam plačal v nekem doglednem roku, rečemo 3 mesecev, ti mi 3 mesece zastonj delamo. Je rekel, super, bom, ne je še malo tako, daj ti gremo malo naprot, ki je jamral, da nima, pa pa tret, pa četrt. Ja, super, rekel, lej, bom, v enem mesecu ti vse plačam. Ko sva se tu zmenila, mi je plačal 300 evrov, še celo malo manj. Tako da tudi to ni delovalo. No, potem se je pa še zgodilo, da ga na telefon nisem mogel dobiti, na maile mi ni odgovarjal. Saj na telefon sem ga tudi prej zmeraj težko dobil. Sem ga klical, 2krat se ni oglasil, potem pa me je čez 3 dni nazaj poklical, z enim izgovorom, da je nekje bil v tujini, kjer je dražji telefon, pa se ni oglašal, pa sestanki, pa ne vem kaj vse. Ampak spet dobiš občutek, se me človek poklical, bo mogoče plačal. No, pol se je pa tudi to čist nehalo, se pravi, ni ne na telefon, ne na mail, ne preko Facebooka, povsod sem ga bombardiral s poročili, nič ni bilo. Sem videl, da zdaj pa je pa to konc, da pa to ne bo plačal, se pravi, zdaj pa na vrsto prišla, seveda prepozno, pač ta varianta, da damo izvršbo. Mi damo izvršbo, spet tukaj so neki stroški in tako naprej. In mi celo to izvršbo dobimo. Se pravi, sodišče da nam prav, pa se ne more drugače dati, ker človek je račune dobil, knjižil jih je, pa ni to en račun, to jih je bilo kar nekaj, on je vhodni DDV vračunal, se pravi, s tem priznaš dolg.
če bi tu bil on račun po, bi rekel, neosnovan, se pravi, da smo mi neki zaračunali, kar se njemu zdi, da mu ne bi bilo treba plačati, bi mogel ta račun zavrniti. Pa ga ni zavrnil, nobenega, ne. No, ampak pol dobimo od sodišča, da pač denarja nima. In mi do tega denarja, do danes, pa je ta izvršba že kar nekaj časa, več mesecev, nismo prišli. No, nekako sem se sprijaznil, da pač do tega denarja ne bomo prišli, čeprav vsake toliko časa sem se malo spomnil na to in me je malo žrlo. No, potem pa vsake toliko časa vidim na Facebooku kakšne njegove objave. On se to nosi, kada je multimilionar. Hvali se in tako naprej. Vidiš, lepo oblečen, ne, prikazuje se kot neki bogataš. Tudi gre pol pa malo na živce. In me prime, da bi se zapeljal do njega, pa bi se na roke zmenila. In če bi to bilo pred 25 letem, bi točno to naredil. Čeprav bo kdo rekel na zadnjaško, pa tako ne gre. Glejte, tudi to ni prav. Mi smo svoj del naredili, plačano pa nismo dobili. Jaz nisem nobenemu človeku v življenju ostal dolžan. In zato tudi hočem, da tudi drugi bojo meni plačali. Če ti pa nisem dobro naredil, pa povej. Aha, nisem ti 100% naredil, kaj sem ti? 80%, 70%, 50%, 30%. Dej pa plači 50%. Ne, ampak si človek je bil zadovoljen. Ampak kriva korona, vse krivo, drugi so krivi. Hajte, jaz tudi ne morem zaposlenim reči, ne bom vam plačo dal, zato ker ni ta plačal. Preprosto ne gre to tako. No, ampak to, kar sem rekel, da bi se šel z njemu na roke zmeniti. Ne, to drugače tudi pomislim, ne. Kaj, ko mi čaka on, da bi jaz kaj takega naredil? Bi me šel tožiti, po mojem bi bil 2 leta v bolniški, bi me stožil toliko, tako da sem se včasih kar veliko pretepal, tudi diskoteko sem mu pa tako naprej in verjemite, da tebi se znam, ampak sem še že stokrat rekel, raj vidim, da mene drugi pretepejo, ke jaz koga. Ker danes, če koga pretepeš, si zelo v slabem položaju. Tako da jaz ga ne bom pretepal tudi pod razno, ne, ker pa tudi, če si malo pameten, saj tudi obstajajo neki načini. Moj moto je, vse se da, če se hoče, in tudi jaz bom do tega denarja prišel. Prepričan sem, da se da do tega denarja priti. Samo dosti vztrajen moram biti. In bom bil iz principa bom bil vztrajen. Tako da tudi, če bom mogel še 3000 evrov investirati v to, mi ne bo težko. Ampak jaz moram do svojega zadoščenja priti. Ne drugače se pa da z mano vse dogovoriti. Jaz bi pristal, da se dogovoriva, plači mi, ma zaradi mene tudi na 30 obrokov. Samo ne zdi, da imaš 3 obroke plačal, potem pa pozabil. Pa 50 evrov na mesec, pa 50 ali pa 20. Tudi, če res sem korona kriva, pa če je mogoče pač, ne vem, tudi pač, če smo neke slabe poslovne odločitve, pa da je šlo vse, da ni šlo tako, kot bi moglo, sem se tudi pripravljen pogovarjati
za zmanjšanje plus še na obroke. Ampak tle je druga zadeva. Ste kaj človek naredil? Človek je lepo odprl novo firmo in zdaj čisto isto dejavnost dela na novo podjetje. Ta starega bo pa pustil, da bo šel v stečaj, ali da bojo te terjatve zastarale, ali kakorkoli. Zdaj, če je pameten, v stečaj ne bo dal, ker terjatve itak zastarajo. Mislim, če se noben s tem ne ukvarja, zdaj, če se en zavzame, ne bo kar zastaralo, ne. Tako da, a ni to ena velika lopovščina? Ti na staremu podjetje si dolžan in narodu in Bogu, zapreš oziroma ne posluješ več, odpreš novo, začneš čist isto zadevo delati pod novim podjetjem. In točno to je on naredil. In glejte, jaz ga ne bom pustil. Ne bom ga. Zdaj, kaj bom jaz naredil? Čeprav nimam volje, res jo nimam, imam dosti drugega dela in še z neplačniki se ukvarjati, res nimam volje. Ampak sem tudi sam, to stranko sem jaz v podjetju dobil in ni noben drug od sodelavcev, se tudi jaz dolžan počutim, da sem jaz to zajel in moram že za to rešiti. Tako da si bom, pa neumno se mi zdi. Tako da zdaj prvo, kar bom naredil, ga bom šel obiskat. Bo najbrž malo šokiran, zdaj se bom še zmeraj pripravljen pogovarjati. Lahko mi plača v ene 3 obrokih, celo pripravljam samo znesek, če je pripravljen plačati v 3 obrokih, plača samo polovico, pa sva zmenjena. Tok, da mi pokrijemo DDV, pa še mičken za stroške, ne zelo veliko bo to. Tako, da saj nekaj dobim. Zdaj, verjeten mi bo obljubil, lej, to se strinjam, bom, pa pol ne bo. Tako bo verjeten. Pol pa kar ne bo, pa se bo spet malo klicala, pa se bo zgovarjal drug teden, pa ta teden ne bo noben. Zdaj še enkrat, vsak osu gre samo enkrat na let, no, kakšen tudi 2-krat, tudi jaz sem šel že 2-krat, ampak zdaj tle pa ne bom šel še enkrat, sigurno ne. Zdaj, če pol to ne bo šlo, bom jaz dal kazensko ovadbo. Sicer vem, da z te kazenske ovadbe ne bo nič. Policija ga bo malo sicer obiskala, je to majčkeno nerodno, če te doma obišče, če slučajno sosedje vidijo, pa tako naprej, tako da majčkeno težav imaš, ampak na koncu tega ne bo nič. To policija bo ugotovila, da ni znakov kaznivega dejanja, ker kao je to nekako tako, da moraš ti dokazati, da je on že kaj naročil to storitev, je mu namen te nategniti. Kako pa to dokazati, pa jaz ne vem. Oziroma po mojem, da to ne zna noben dokazati. Če pa vi, ki gledate tole, kdo ve, kako to dokazati, kako to rešiti, ali da ima kakršnekoli izkušnje s tem, da mi da lahko kakšen nasvet, naj ga napiše v komentarju tega videoposnetka. No, kakor sem rekel, tega nič ne računam, da ne bo nič. Imam pa eno zadevo, za katero vem, da ga bo zelo bolela. Pa je čisto 100% legalna. Potrudil se bom, da cela Slovenija zve, da mi je njegovo podjetje, katerega je on lastnik, direktor, se pravi odgovorna oseba, to če mene vprašaš,
je isto kot ti, če bi moje podjetje nekomu ostalo dolžno, bi se jaz kot Tomaž Gorec čutil krivega za to? Pač bom povedal, potrudil se bom, da cela Slovenija zve, da mi ni plačal. Okoli 3000 evrov se gre. Pa lejte, jaz sem 1000%, da ni v narekovajih nategnil samo mene, ampak je nategnil še cel kup drugih. Ampak so se sprijaznili, pozabili, tako kot sem jaz. Pa bom tudi te ljudi najdel. Saj danes se da preko Facebooka, se najde, vse se da. Pa bom še tem ljudem rekel, naj dajo kazensko ovadbo. Pa bom mogoče skupaj do kakšne rešitve prišli. Pa to komplet celo zgodbo bom povedal, kako je bilo, in poskrbel, da to vidi cela Slovenija. Evo, danes nisem omenil ne njegovega imena, ne priimka, ne podjetja, ne kje se nahaja, ne nič. Ampak bom pa začel v naslednjih videih to majčkeno počasi razkrivati. In kakor je človek, ki da veliko na svoj imidž, ga bo to fejst zabolelo. Fejst. In ne boste verjeli, veste, da ta oseba je neki poslovni coach, poslovni coach, ki uči ljudi, kako zaslužiti, poslovati, postati uspešen. In lejte, tukaj imam dol prenosnik, lejte, ima neki poslovni coaching, ki je cena 600 evrov. S popustom je 600 evrov. Potem ima še en coaching, ta sicer ni poslovni, je cena 1300 evrov. Pa pol ima tle še kar neki coachingu, cena, evo, 100 evrov na uro. In on bo učil druge ljudi poslovanja. On ne gre k komu, da mu pove, da je ta prvo, kar more biti, da se račune plačuje. In koliko je teh nakladačev v Sloveniji? In koliko ljudi takim nakladačem nasedajo? So neki poslovni coachingi, greš pa njegove poslovne rezultate gledati, pa zguba. Podjetje ima zgubo. Kako boš ti zdaj nekoga učil poslovni coaching, če imaš zgubo, če sam ne znaš? To je glih tako, kot bi šel jaz, ki bi jaz začel ženske učiti vse v porodu. Nič ne vem v porodu, nisem ženska, da bi še kdaj rodil. Mogoče bi bil jaz bolj mirodajen, kakor pa ta za poslovni coaching. Tako da, ljudje, ne nasedajte tem prevarantom, ki sam lepo govorijo. Sej, veste, so pa na tem področju spretni, to, da mu verjameš. Lejte, jaz zase mislim, da znam kar dobro ljudi oceniti. Sem v to kar prepričan, tako, ker mi tudi kolegi pravijo, ti si boljši za tukaj jaz. Kolegi poslovneži mislim, ali pa tudi se nima veze, znam ljudi približno kot se. Ampak, lejte, njega nisem čist dober. Ne, da ga nisem čist dober, slabo sem ga.
Tako da razumem, da padete, nekateri padejo na take stvari. Ne znajo niti preveriti bonitete, nič, veste, da nas dober avto kupiti na kredit je čisto enostavno. Pa eno lepo obleko in zgledaš pošten, uspešen gospod. Lejte, jaz niti na avtomobile ne dam veliko. Še 2 leti nazaj sem v Golfa starega, ki sem ga pol za, ne vem, 1200 evrov prodal. Oblačim se vse bolj sponzorske zadeve, neke jakne, take zadeve, ki jih dobim. To je to. Ampak nategnil nisem pa nobenega. In nategnil te bo s kravato. Prej kaj en tak, mal razcapan, tako kot sem jaz. Pa naj za konec še povem, da jezen sem tudi na državo, ki čisto nič ne naredi na tem področju. Lejte, nekdo oropa banko, ali pa bom rekel pošto. Kovaško pošto so bili že primeri taki. 500 evrov ukrade, pa dobi 10 let zapora. Tle, v podjetništvu, pa so eni nategnejo druge za milijone, dobesedno milijone. Pa jih večinoma sploh ne gre, sploh niso nič obsojeni. Potem še tista mala peščica, ki jih je, so obsojeni običajno na pogojno. Če pa to res huda lopovščina, pa pol dobijo kakšne 2 leti vikend zapora. To pomeni, da greš čez vikend kele malo na dob. Ne pa, če dobiš 2 leti, potem po 2/3 odslužene kazni lahko zaprosiš za izpust, to potem vsakega spustijo. Verjetno ti tudi čisto vsak vikend ni treba iti, če imaš kakšne otroke, sem skoraj prepričan, da imaš pravico kakšen vikend z otroki biti. Tako, da to je vse skupaj žalostno. Žalostno je tudi to, da v tej državi ni več sramota biti nepošten. Včasih so lopove kamenjali, pa ne vem, sramotilne stebre so imeli. In je bilo to sramota, če si bil nepošten. Danes si pa frajer. Evo, ni mi plačal 3000 evrov. Odprl novo firmo. Ne vem, zakaj odprl novo, zakaj ni na staro delal naprej. Mislim, meni se to zdi goljufija. Se verjetno v pravnem smislu ni. In lepo naprej. Na Facebooku objavlja, kako je uspešen, pooblečen, pa tako naprej. Pa ne, da sem mu kaj navoščljiv, da no te zdaj misel. Samo me pa mot, ker je z mojim denarjem. Tako da, to je vse skupaj eno veliko sranje. In država, da za to ne poskrbi, in tudi ljudje smo čudni. Te barabe nepoštene, pa to bi moglo javno se objaviti, kdo je nepošten. In bi mogli prezirati take ljudi. Smo pa drugače, tudi podjetniki, eni papki navadni. Da ne moramo mi malo državo prisiliti, da sprejme neki zakon, da je pač, da ne plačaš ti nekomu, pri meni se gre samo za 3000 evrov, samo moram jaz teh 3000 evrov zaslužiti. Ampak glejte, poznam primere, ki se gre za več 100 000 evrov, tudi za milijone, niso ljudje dobili plačano. Ja, mislim, pa večinoma ljudi za to ne odgovarja. Žalostno,
Jaz se upam je staviti, če se spreme neka huda zakonodaja, če ne boš ti računa plačal, boš šel zaprt, ampak ne da boš ti zdaj v zaporu tamle čez vikend, pa malo računalnik pa telefon bil na njemu, pa malo dolgočasno se, malo spočil se v končni fazi. Ne, jaz tu za take zapore nisem, to ni zapor. Tiskaj v zaporu delat, pa oreng delat. Me bolj zanima, če bi človek razmišljal na to, a bo lahko račun plačal ali ga ne bo. Vsak navaden človek, ki gre v trgovino, vzame to, kar ve, da ima denarja, da bo lahko plačal. In tako bi moglo tudi v podjetništvu biti. Ja, sem se majčkeno razpizdil. Ja, lejte, take zadeve te. In ne bom, on mogoče misli, da bom jaz to pozabil. Ker ljudje en cajta smo tečni, pa upamo, pol pa ta vnema pade, potem pa ugotovimo, da je najboljše, da to pozabimo. Se res, v največjih primerih je to tako. Ampak se pravim, jaz sem pa še 3000 evrov pripravljen riskirati, da bo cela Slovenija zvedla, da to ne bom nič rekel, da me je nategnil. Bom samo rekel, da me ni plačal. Seveda, ejte, prej bom to ven dal, bom mogel še odvetnika kakšnega mal vprašati, kaj lahko rečem, kaj ne smem reči. Sem pa prepričan, da zgodbo pa lahko povem. Točno tako, kot je bilo res. Mi smo delali za njega in tukaj je ostalo odprtega, on je odprl novo podjetje, ta staro, pa niti ne vem, kaj z njemu, v glavnem več ne posluje, mi do denarja nismo prišli. To sem pa prepričan, da imam pravico povedati. Dajte mi v komentar napisati, kaj si vi vsem tem mislite. Pa tudi, če ima kdo kakšno nasvet zame, kako to rešiti, naj mi tudi napiše. Jaz sem tle na socialnih omrežjih dobil že ogromno dobrih nasvetov, ki so mi marsikaj pomagali, tako da sem prepričan, da tole tudi mogoče kdo gleda, ki se na te zadeve 10krat bolj spozna, kot jaz, pa mi bo znal dober svetovati. Tako da, hvala, ker ste si tole pogledali do konca. Če vam je moj video všeč, pa če še niste naročeni na moj kanal, kliknite tisto naročite se, pa zvonček, pa všečkajte ta video. Tako da boste še kakšen moj video videli. Če mi človek ne bo plačal, kar po mojem mi ne bo, sledi nadaljevanje tega in se upam trditi, da bo bolj zanimiv, kakor je bil ta. Hvala, adijo.